Slovenija kot majhna dežela ima veliko prednosti pri pridelovanju ekološke hrane. Vendar žal ima država še premalo posluha za te vsebine. Kako je v resnici, nam bodo povedali prisotni na 7. ekoprazniku v Novem mestu. Občini Ivančna Gorica in Šentrupert sta se ob občinskem prazniku s podelitvami nagrad in priznanj zahvalili najbolj zaslužnim občanom in društvom. Tarnanje nad tem, da naše gospodarstvo nima zagona, je bore jalovo, ko pogledamo naše bogate gozdove, ki ostajajo domala neizkoriščeni. V občini Dolenjske Toplice pa so se lotili zanimive, a že malo pozabljene obrti – oglarjenja. Pa pojdimo po vrsti. V preteklosti je bila na našem območju skromna ponudba ekološko pridelanega sadja in zelenjave ter drugih izdelkov. Danes pa je drugače. K temu pripomore tudi ekološka tržnica, na kateri ob petkih na novomeškem glavnem trgu ponujajo svoje izdelke in pridelke kmetovalci iz Dolenjske, iz Posavja in Bele krajine. Tokrat se jih je še več združilo na 7. ekoprazniku. Ekopraznik prirejajo v Združenju za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavje in Bele krajine v sodelovanju z mestno občino Novo mesto. V bistvu, da naredimo nekaj dobrega za Novomeščane, ker moram povedati, da 2 leti prej smo pa tukaj začeli z ekološko tržnico, in se nam zdi, da je vsako leto boljši obisk, in smo rekli, da ta tradicionalni praznik mora ostati. Pa ekološka hrana potrebuje reklamo? Ne rabi, v našem primeru ne rabi, pa mislim, da v večini primerov ne. Večja težava je, ker te hrane je premalo in enostavno je premalo, in če bi bilo bistveno več, bi se to vse prodalo. Seveda se najde kdo izjema tudi, ki bo pojamral, da ne morem prodati, ampak to so bolj izjeme, pač malo se treba tudi potruditi, oziroma če imaš nekaj dobrega, se niti ni treba truditi, se najdejo stranke same. Kriza se pri nakupu ekoloških izdelkov vseeno pozna, a zveste stranke ostajajo, poudarja Marinčkova. Kljub malce višji ceni, ta bi se seveda znižala ob večji ponudbi, kar pa gre v jugovzhodni Sloveniji počasi. Nekako kmetje smo pripravljeni na to, nimamo pa tiste strokovne podlage, pomoči, da nam nekdo to pomaga. Težko se odločijo, ker vsi mislijo, da je to še zmerom nek bav, da je preveč administracije, da ne bojo nič pridelali, to je bojazen. V bistvu pa to sploh ni res. Po 2-3 letih se to nekako uredi zemlja in funkcionira zadeva, ni problem. Še nekje stereotip ostaja, da to se ne da, ne vem, jaz ne razumem, zakaj ne, ampak premika pa se, premika se naprej, ampak to gre počasi, ampak vztrajno gre na gor in jaz verjamem, da bo to nekoč, da bomo čisto pridelovali samo ekološko hrano. Tega si želijo tudi na ekološki kmetiji Šeler iz Grabrovca pri Metliki. Z ekološkim kmetovanjem se ukvarjamo zdaj zadnjih 10 let. Pretežno smo začeli z živinorejo, z ovčerejo. Zdaj v zadnjih letih se pa preusmerjamo bolj v zelenjadarstvo in vrtnine in tudi vinogradništvo in tako. Zakaj pa ta preusmeritev? Nekako je ovčereja izpeta pesem. Letos so tako sprejeli nov izziv – partnersko kmetovanje. Odziv na Dolenjskem je zelo dober, lahko rečem, da smo že kar polni, sprejemamo sem še rezervacije. Sistem je pa tak, da se z stranko dogovorimo, katero zelenjavo bi stranka redno jemala čez celo pridelovalno sezono. In pol stranka podpiše pristopi s pristopno izjavo in se zaveže, da bo jemala zabojčke tedenske, mi pa pač to pripravimo. Zabojček vreden 10 evrov tedensko prevzame tudi Joža Zakrajšek iz Novega mesta. Odločila sem se, ko sem videla od gospoda v časopisu, kako on to predeluje, in sem rekla, gremo poskusiti, in zdaj je drugič in smo zadovoljni. Ste zadovoljni tako s kakovostjo hrane kot s ceno? No, cena, se veste, kako je za penzioniste, ampak sem zadovoljna. Zakrajškova ima vrtiček, a ne prideluje vseh vrtnin.
Si želite, da bi bilo še več takšne ponudbe, recimo, da bi lahko kupili ekološke pridelke? Sicer tudi kupujete druge izdelke ekološke, recimo, ali samo zelenjavo pa sadje? Zaenkrat zelenjavo, ja, pa tudi kakšno skuto pa tole, ampak mislim, da je v Novem mestu zdaj kar zaživelo to. Ne, da je dosti teh stojnic, tako da mislim, da je čedalje boljšno. Novomeščani pozdravljajo večjo ponudbo ekoloških pridelkov in izdelkov. Zanima me, če večkrat posegate po ekološko pridelani hrani. Zdaj, ko sem ugotovila, da je tukaj ekološka tržnica v Novem mestu, zdaj ja. Drugače pa mislim, da ni toliko veliko tega, no. Ni toliko dostopno, toliko gosto dostopno, no. Zato tukaj se mi zdi pa super. Ste bolj iz ekoloških vzgibov, recimo za vas cena, recimo ni problem, tudi če je malo višja? Kaj pa vem, še vedno se to primerja, ne moramo brez tega, ampak je pa res, ja, da bolj že je zdravo, no. Stranke kupujejo zelo raznolike izdelke in pridelke. Jabolka so gorne, krompir, solato, kakšne soke. Vam ni žal odšteti majčkeno več denarja pa za zdravo? Sej ni nič več. Meni se ne zdi več. Pa velikokrat kupujete na ekološki tržnici? Ja, če je pa kupo, pa kakšne namaze pa tako. Kar ne še naprej rihtajo. Ne bodo tisto drago važili, tisto pocen, našo pa ne more prodajati. To je kriminal za kmeta. Sicer pa so v sklopu ekopraznika pripravili tudi posvet Ne zastrupljajmo naših otrok, na katerem so opozorili javnost na zaskrbljujoče podatke o uporabi fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji. Ob prazniku občine Šentrupert so podelili letošnja priznanja najzaslužnejšim občanom. Občinski praznik sicer praznujejo 2. junija v spomin na dokončanje več desetletne gradnje cerkve svetega Ruperta. Občinsko priznanje sta prejela Anton Skušek, predvsem za dolgoletni prispevek k razvoju gasilstva v Šentrupertu, in Edvard Zavrl, predvsem za dolgoletno predanost dobrodelnosti in prostovoljstvu, še posebej v Rdečem križu. Ja, to priznanje me veliko pomen, obenem bi pa tudi rekel, da je meni se zdaj ta priznanje, pravzaprav ta prvi bi se zahvalil občinskem svetu pa komisiji, katera je dala to priznanje, se zahvalil za to. Obenem bi pa vse skupaj zahvalil se tudi drugim, tistim, ko so pomagali takrat, kar je bilo gasilcev, je še nekaj živih, nekaj jih je že pomrlo, ravno tako tudi drugih. To priznanje občine mi zelo veliko pomeni, ker jaz sem zelo mlad bil v službi, bil skozi na terenu, razne revščine, tegote sem videl. To se pravi od 52. leta naprej. To ni bilo tako, kot je zdaj. Ni bilo cest, ni bilo asfalta, ni bilo elektrike. V revščini sem delal in v revščini živel. Ampak nekaj, večji bil revež, bolje bilo lošen par nemo biti. Listino občine je ob desetletnici delovanja prejelo planinsko društvo Polet Šentrupert, predvsem za razvoj planinske dejavnosti v Mirenski dolini. To je pač mogoče za vse tista leta, po 10 letih, nekega dela, raznolikega, nekih idej, ki smo jih vlagali v to, mi pomeni veliko. Res sem v tem trenutku sem vesel za vse planince. To moram vam reči iskreno, to so izredno pozitivni ljudje. In v vsakem trenutku vam zagotavljam, za katerokoli delovno akcijo so pripravljeni in tako bo tudi v bodoče. Imamo zelo smele načrte. Župan Rupert Gole je ob tej priložnosti izpostavil, da je občina Šentrupert ena izmed dajalcev priložnosti. Tisti, ki v Šentrupertu že imajo kakšno dejavnost, dobijo priložnost tudi na tistih projektih, ki jih mi razvijamo. Tisti, ki pa imajo poslovne ideje, kreativne ideje, pa da skozi naše projekte, skozi te priložnosti ustvarjajo sami sebi delovna mesta, svojim družinom priskrbijo kruh
in če bo tega čim več, bom zadovoljen in bojo naši cilji doseženi. Zagotovo je trenutno najbolj aktualen projekt muzeja kozolcev na prostem, za katerega je izjemno zanimanje že sedaj. Že prihajajo skupine obiskovalcev in mi smo konec koncev že začeli razmišljati o tem, kako bomo skozi te obiske nekaj stržili. Prvi je na potezi Društvo podeželskih žena, ki bo že za naslednji obisk pripravilo določene dobrote, ki jih bomo tudi na tem obisku lahko potržili. In to bo verjetno prvih 100 ali pa 150 evrov zasluženih na tem projektu, kar je lepo. Želimo pa si seveda, da bi bilo tega še bistveno več, oziroma sem sam osebno v to tudi prepričan. Praznovanje občinskega praznika so obeležili številnimi dogodki. Med drugim so v galeriji tamkajšnje osnovne šole odprli razstavo izbranih knjižnih ilustracij natečaja Zgodbice grofice Barbo. S podelitvijo priznanj in nagrad za leto 2012 so v Stični obeležili praznik občine Ivančna Gorica, ki je sicer 29. maja. Se je bil na ta dan leta 1871 pisatelj Josip Jurčič imenovan za urednika časopisa Slovenski narod. Zlati grb, ki je za nazivom častni občan drugo najvišje priznanje v ivančki občini, je prejela Magdalena Urbančič, direktorica Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični. Priznanje je prejela za večletno uspešno delo ter dosežke in izjemne uspehe na družbenem in gospodarskem področju, ki so izjemnega pomena za razvoj in ugled občine. To priznanje mi pomeni zelo veliko. Potrditev dela, ki sem ga do zdaj delala, hkrati pa je to tudi izziv za vse bodoče projekte, ki jih še imam skupaj z občino v mislih. Ponosna sem na to zadnje, kar smo dobili v službi, to je mednarodno priznanje NIAHO, ker nam je dal neko mednarodno veljavnost. Nagrado Josipa Jurčiča sta prejela Kulturno društvo Zagradec za izjemne dosežke in trajne uspehe na kulturnem področju doma in v tujini ter dolgoletni poveljnik štaba civilne zaščite občine Ivančna Gorica Milan Vrhovec za dolgoletno prizadevno in uspešno delo na področju vseh segmentov družbenega življenja v Stični in v občini Ivančna Gorica. To mlado aktivno društvo, priznanje nam pomeni spodbuda za nadaljnje delo v življenju. Nastopamo povsem v tujini, doma, po celi Sloveniji. Počaščen sem, da mi je občina dala za moje delo na področju kulture, gasilstva, civilne zaščite, to priznanje, veliko mi pomeni. Plaketo Antona Tomšiča sta prejela Janez Dremelj ob življenjskem jubileju za izjemne enkratne in trajne uspehe na področju atletike, rokometa, nogometa in šaha ter Boštjan Modic za pomemben prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti v Višnji Gori in občini ter za večletno delovanje v župniji Višnja Gora. To priznanje je v bistvu samo nekaj časa, kot sem v župniji 10 let, 11 let v župniji Višnja Gora, je v bistvu to priznanje kot priznanje mojemu delu samo zato, ker sem pač duhovnik in sem vesel, da so me sprejeli kot duhovnika in da sem lahko tudi skozi kulturo, skozi delo in življenje v župniji lahko kaj dal. Ampak to v bistvu ni priznanje meni, jaz bi rad dal to priznanje. To je priznanje vseh tistih fantom in dekletom, s katerimi sem delal, ker brez njih tudi te kulture in vsega tega, kar smo ustvarjali, ne bi bilo. Letos so prvič podelili še plaketo Mihe Kastelica, ki jo je za izjemno delovanje in prizadevanja ter uspehe na področju ohranjanja kulturne in etnološke dediščine prejel Ciril Klemenčič. Sicer pa so ob tej priložnosti tudi uradno namenu predali krožno pot Prijetno domače, ki povezuje vseh 12 turistično-informacijskih točk. To je zaključek prvega dela tega našega projekta, sledi drugi, ki bo težji.
Se pravi, vse to delo, ki smo ga do zdaj vložili v odpiranje turističnih informacijskih točk in pa v slogan Prijetno domače, bo treba nekako umestiti vse naše izdelke, storitve, ponudbo celotno občinsko, z namenom, da bi pač vse, kar se v občini Ivančna Gorica dela in živi, slišalo na ime Prijetno domače in da bi se točno vedelo, odkot ta slogan prihaja. S tem se vloga občine počasi zaključuje, saj nameravajo ustanoviti zavod, ki bo prevzel dosedanje dejavnosti na področju turizma, kulture in športa ter skrbel za razvoj znamke Prijetno domače. Če je bilo oglarjenje nekdaj pomembna pridobitna dejavnost v Kočevskem Rogu, danes ni več tako. A da tamkajšnji prebivalci, pa tudi obiskovalci v drugod, ne bi povsem pozabili na to obrt, so se v občini Dolenjske Toplice odločili, da jo obudijo. In tako so letos že četrtič zapored prižgali kopo, tokrat v okviru vseslovenskega srečanja oglarjev. Tako so se srečali oglarji iz vse Slovenije, več kot 50 jih je, ki se danes ukvarjajo s kuho oglja na več kot 20 mestih, a največ v turistične namene. Ampak ne povsod. Imamo kar 2 mesta v Sloveniji in to je oglarska dežela na Dolah pri Litiji in pa pod Svetim Mohorjem, kjer pa pomeni oglarjenje ne samo razvoj podeželja, temveč tudi identiteto tistega kraja. In to je tista največja vrednost in jaz verjamem, da se to bo tudi marsikje naprej še v Sloveniji tako dogodilo, kajti Kadeča kopa je lahko medij za druženje, za filmanje, predvsem pa za to, da se imamo fajn. Po eni strani je to nek nov razlog za druženje, za to, da dobimo veliko obiskovalcev tudi iz drugih občin, torej iz cele Slovenije so danes prišli. To je tudi demonstracija, bi rekel, ene nove vrste izkoriščanja gozda. To sicer ni nova vrsta, to so že vrsto let delali, ampak je bilo pozabljeno. Ob kopi se družijo tudi slikarji, pa tudi sicer je dogodek lahko kulturni medij, ki dopolnjuje turistično ponudbo kraja. V Podturnu so jo že prižgali pred 3 leti, nato so jo 2 leti kuhali na Topliški jasi, letos pa so se vrnili, tokrat na mesto, kjer so jo nekoč že kuhali. Po izjavah nekaterih domačinov, ki še živijo, naj bi tam nekje v 50 letih tukaj nazadnje se pridelovalo oglje, ki so ga potem iz te iste lokacije spuščali dol proti izviru Radešce, kjer je bila kovačnica in so pač konstantno oglje za potrebe kovaške obrti potrebovali. Tokratna kopa, ki sta jo vnovič postavila Kostja Fink in Vili Novina, je nekoliko večja. Zanjo so porabili 12 kubičnih metrov lesa, pridobili pa naj bi približno 1000 kilogramov oglja. Od velikosti je odvisen tudi čas kuhanja. Koliko je velika, pa kakšne cepance so noter tudi. Tule so imamo precej take lepe cepance, debele, fine take, lepe drva, no, glavne. Iz kakšnega lesa pa se kuha kopa? Ja, iz lesa se kuha vse sorte, ne. Razen iz kakšne topole, tu se ne kuha, ne, drugače pa gre noter bukva, gaber, javor, vse v glavnem. Tudi iz lejske se kuha, ne, to se tudi iz lejske kuha, ja. Najboljše oglje pa daje? Ja, najbolj oglje je, bi rekel, iz lejske, ne. To je najbolj tak kvaliteten ogelj in za boljšo uporabo. Njega je škoda za peč, naprimer, neke stvari, ne. One za druge boljše stvari grejo. Drugače pa bukva je dobra, bukva je fino, ja. In podturniška je prav iz bukve. Na podoben način so kope kuhali tudi nekoč. Ja, na isti način, ne. Jaz sem to isto pobral od očeta, ne. Smo z očetom kuhala, to je že 1957 leta sem jaz začel delati, ne. No in smo z očetom kuhala po kar 3-4 leta, vse sezone. Spomlad, tam od marca nekaj pa to jesen do novembra, ne. Nekoč je bilo oglarjenje v Rogu namreč zelo razširjeno. Predvsem zaradi tega, ker je bilo tukaj ogromno gozdarjev in gozdar, ki je bil v gozdu, je obenem poleg gozdarskih dejavnosti se ukvarjal tudi z oglarstvom. Torej, ni bilo to tako, kot je danes, da prižgemo kopo in samo čakamo, da bo oglje kuhano, ampak je v tem vmesnem času, ko je se ukvarjal z pridobivanjem lesa kot takega, obenem še kuhal kopo.
Delo je naporno, predvsem zlagati metre in jih nato še pokriti z zemljo, razloži oglar. Če ima kdo željo, pa se kuhanja lahko hitro nauči, a težje je vedeti, kdaj je kopa kuhana. Zato je treba imeti kar nekaj izkušenj. Paziti je treba tudi, da ne zgori, ne? V glavnem to, da je ona, če pade zemlja dol, ona se užge, ne? In tu zgori. To je treba, zaradi tega treba paziti, zmeraj biti eden, mora biti vere. No, drugače pa, tu kar dobro, če je pa ogenj uide na eno stran, naprimer, ne? Je treba pa z druge tam nekaj zaprti dimnice, pa na drugo stran odprt, pa začika dati, da se ogenj potegne nazaj na svoje mesto, na sredino, ne? Ne ogenj, tlenje, ne? Ja, to gor ne sme, ne? Na eni strani čisto gospodarska dejavnost, seveda na drugi pa tudi veselje mnogih ljudi. In mislim, da so oglarji v svojem društvu, v svojem klubu našli prav to ravnovesje in to se mi zdi še posebej pomembno. Na eni strani res izkoriščanje gozda, dodana vrednost, ne nazadnje tudi slovenski proizvod za slovenski raženj, če tako rečem. Po drugi strani pa seveda tudi veliko veselja, ki ga znajo vedno znova odkati v to svoje delo. In to je nekaj, kar nas zelo veseli. Eden od namenov projekta Oglarjenje v preteklosti za prihodnost, za katerega je pred 2 letoma občina dobila tudi evropski denar, je bil iz domačega lesa iztržiti čim več. Torej, da bi se kmetje v kraju ukvarjali tudi s to dejavnostjo in tako še nekaj dodatnega zaslužili. Na vsak način morajo sami potegniti računico in če se jim bo na koncu išlo, potem sem prepričan, da bo kdo tudi tega posla se lotil. No, mi smo pa letos iz občinske uprave tudi poslali enega fanta, mladega, ki se je pri oglarjih učil sestavljati kopov. Jaz verjamem, da, kajti tukaj so zelo načrtno pristopili k samemu oglarjanju. Tukaj je bil preko projekta speljano in izobraženih kar nekaj na novo oglarjev in tudi tukaj v Podturnu je sedaj dogovorjeno, da se bo vsako leto srečanje in zakurila nova kopa in kot slišim se že pogovarjajo, da bodo morda celo ustanovili društvo oglarjev v Dolenjskih Toplicah, se pravi tukaj v Podturni, kar bo nekaj posebenega. In na ta način verjamem, da bo oglarjanje tukaj v Dolenjskih Toplicah dobilo tudi drugačen zagon, se pravi tudi kot dopolnilna dejavnost na kmetiji. Težava, s katero se pri tem srečujejo, je, da prodaja zaostaja za proizvodnjo. Oglje tako ostajajo pri kmetih. Kupci raje kupujejo cenejšega iz uvoza. Na policah prodajnih je malo dražje od ostalih in ljudje pač ne jemljajo vedno samo naše slovensko oglje, ki je boljše, še enkrat ponavljam, a ne? Ampak jaz verjamem, da bo tukaj nam prisluhnilo tudi ministrstvo in nekako lastnikom gozdov, oglarjem pomagalo s kakšnim drugim ukrepom, da bomo lahko premestili to, bi rekel, ceno, ki ne pokriva vseh stroškov. Kajti moramo povedati, da če bi oglar kupil drva, potem vse skupaj stroški pokrivajo komaj 59% vsega dela, ki ga mora opraviti za eno kopo. Zato, ker s tem dejansko naše naravne vire, ki jih imamo na pretek, oplemenitimo in jih potem tudi uspešno lahko prodajamo. Po drugi strani je to tudi velika kulturna tradicija, saj se je seveda železarstvo v naših krajih razvilo prav skozi to, da smo imeli gozdove in ne samo rudo. In v bistvu krogotoki, ki iz tega nastajajo, to je tisto, kar je danes pravzaprav tudi bistveno vprašanje, jih bomo znali razumeti, jih bomo znali povezati in tako doseči uspešen tudi gospodarski in seveda tudi družbeni razvoj. Prireditev v Topliški dolini je vsako leto bolj obiskana in bo poslej s prižigom kope zadnjo soboto v maju predstavljala uvod v utrip poletnega dogajanja. Gre za pač tudi tradicionalno obrt, ki tudi na žalost izgublja svoj pomen oziroma se počasi, predvsem tradicionalni način pridobivanja oglja izgublja in s to prireditvijo oziroma s prižigom oglarske kope si prizadevamo predvsem to, širiti tradicijo oglarstva daleč izven meja naše občine. Hkrati pa tudi prepričati slovenskega kupca, da bo kupoval slovensko oglje in da se, kot je malo za šalo, veliko pa zares v slavnostnem nagovoru izpostavila Markeševa, da bi se meso na žarih peklo nad slovenskim ogljem.
Tole je bilo zagotovo nekaj zanimivih vsebin tokratnega predzadnjega obzornika tega prvega polletja letošnjega leta. Čez 14 dni pa vas, cenjeni gledalke in gledalci, ponovno vabimo k ogledu in do takrat vam želimo, da se imate kar se da lepo.